Ja, zdaj se nas je malo več zbrali, cirka 10 od 15 zaposlenih, večinoma na študentje, ki smo danes brez napovedi prišli sem in najdeli novo ključavnico in nismo mogli not. Očitno je kinoteka zaprla dvor in zdaj smo tle, malo protestiramo, probamo opozoriti, da je to edini art kino v Ljubljani, ki ga hočemo še obdržati. Mogoče, če ste pogledali že plakate, pač imamo kar nekaj argumentov, ki jih zagovarjamo in pač mislim, da je situacija res skrajno neumna. Kako se lahko sploh kaj takega zgodi še dan danes? Če ne drugega, brez osnove, brez opozorila, pridemo na delo in zaprto. Kaj veste, da zdaj trenutno poteka otvoritev nemškega filma v kinoteki? Ja, vemo, ja. Ne bi šli tja pač. Mi smo tle in opozarjamo. In tudi v prihodnje ne bomo šli več v kinoteko. Milivoj, gremo še tole. Milivoj, gremo še tole in tole in tole. Da bo zapravo. Ja, ne. Tudi plakati, če še. Da so tudi noter stvari, ki so... Ali oni so zapravo? Ja, pač. Ali se ti zdi, da je bil program Kinodvora dobro zastavljen? Meni se zdi, da je bil v redu zastavljen, filmi so bili drugačni. Lahko si videl pač evropsko produkcijo in izven evropsko produkcijo, ki se nikjer drugje ne vidi. Veliko korejskih filmov je bilo tudi, oziroma japonskih, francoskih. Res je dobil eno večjo širino. In to je bil super prostor, prijeten prostor za preživljanje prostega časa, že prej, ki je bil lokal. Tudi potem, pač, ko so lokal zaprli, je bilo tudi vseeno lepo priti noter v dvor, si ogledati kakšne filme. Kruh naš vsakdanji, zelo dober dokumentarc o industrijski proizvodnji hrane, o globalizaciji, ki je mogoče tudi v bistvu neke smernice temu žalostnemu dogodku zdaj daje tudi. Tega filma si ne moramo ogledati, ne moramo si ogledati marsikatera filma. Program je sestavljen bil za april, pač letaki so povsod po Ljubljani, ljudje jih lahko vzamejo, ne morejo pa noter.